Živijo, sem Eva Žnidaršič, trenutno končujem magistrski študij na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani. Poleg tega delam v startup podjetju Loop. V prostem času pa vodim društvo računalničarjev, kjer z ekipo ustvarjamo dogodek DragonHack. DragonHack smo prvič organizirali 4 leta nazaj. Organizirali smo ga po vzoru hackathonov, ki so bili takrat zelo popularni v Ameriki in pa v Angliji. Takrat je bilo to nekaj novega za naš prostor, tudi v tehnološkem svetu je bilo to še nekaj nepoznanega. DragonHack je dvodnevni dogodek. Študenti imajo 24 ur časa, da ustvarijo nek projekt, ki je čim bolj inovativen, hkrati pa tudi čim bolj tehnološko dovršen. Ustvari se eno tako vzdušje, ki je zelo produktivno. Udeleženci so celo noč pokonci, čeprav dogodek traja od sobote ob 9 pa nekje do nedelje ob 5 popoldan. Ampak tudi, če greš recimo ob 4 zjutraj med ekipami, so vse tako noter v teh projektih in intenzivno delajo. Glavni namen dogodka DragonHack je, da mladi, ki jih zanima tehnologija, imajo neko tako prijetno vzdušje, neko sproščeno vzdušje, kjer se lahko lotijo nekih lastnih projektov. Ponavadi je tako, da ti na fakulteti profesor reče, kaj točno moraš narediti v obliki neke domače naloge, ali pa ti potem kasneje v podjetju povedo, kaj moraš narediti. Tukaj pa imaš priložnost, da se lotaš nekega poljubnega projekta v poljubni tehnologiji, tako da jim probamo čim bolj pustiti proste roke. To je neki glavni namen. Poleg tega je en izmed namenov tudi kadrovanje. Podjetja seveda so zelo zainteresirana za to. V Sloveniji in pa tudi širše precej primanjkuje dobrih IT kadrov. Mislim, da bo v prihodnosti to pomanjkanje še večje. Moje mnenje je, da mladi pogosto ne vedo, kaj ta poklic sploh je in se premalokrat odločijo za kariero na tem področju. Mislim, da je tudi veliko nekih stereotipov in napačnih predstav. Mogoče ena taka tipična je, da si predstavljajo računalničarja kot nekoga, ki je zaprt v neki kleti, kar pa seveda nismo. Recimo tudi v osnovnih šolah ali pa tudi kasneje v srednjih se pogosto učijo naprimer neke osnove digitalne pismenosti ali pa uporabo Worda, Excela in mislijo, da je to računalništvo, kar seveda ni. Vsekakor primanjkuje tega, da bi se že mladi soočali z računalništvom, se naučili nekih osnov programiranja. V Sloveniji so že neke iniciative, so že neke organizacije, pa tudi na fakulteti se dosti ukvarjajo s tem, da bi se to vpeljalo že pri mladih. Je pa seveda dobrodošlo, da je bilo tega čim več.